Kako pridem v nebesa v energiji? Kako pridem v nebesa? Vprašanje o večnosti veliko ljudi izpodira iz zavesti. To lahko spoznamo celo pri tistih, ki razmišljajo o koncu svojega življenja. Ameriška igralka Drew Barrymore je kot otroška zvezda igrala v fantastskem filmu E.T. Prebivalec drugih planetov. Glavno vlogo. Ko je bila stara 28 let, rojena 1975, je izjavila: če bi umrla pred svojo mačko, jo krmite z mojim pepelom, kajti potem bom živela naprej, vsaj v svoji mački. Mar ta nevednost in kratkovidnost glede smrti ni strašna? V Jezusovem času je prišlo mnogo ljudi k njemu, njegova zadeva je bila skoraj vedno zemeljske narave. 10 dobavcev je hotelo ozdraveti, Luka 17:13. Slepi so hoteli spregledati, Matej 9:27. Nekdo je pričakoval pomoči v prepiru za dediščino, Luka 12:13-14. Farizeji so prišli k Jezusu z vprašanjem, v katerem je bila skrita past, ali naj Cezarju plačujejo davke, Matej 22:17. Le malo ljudi se je zatekalo k Jezusu, da bi od njega izvedeli, kako lahko pridejo v nebesa. Neki bogati mladenič ga je obiskal s vprašanjem: Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? Luka 18:18. Povedano mu je bilo, kaj naj stori, namreč naj vse proda, kar je vezano njegovo srce, in naj sledi Jezusu. Ker je bil zelo bogat, se ni ravnal po tem na svetu in se je tako odpovedal nebesam. Bili so tudi takšni ljudje, ki nebes niti niso iskali. Toda pri srečanju z Jezusom jih je ta na to opozoril, potem pa so takoj zgrabili za priložnost. Zahej je hotel videti Jezusa, toda našel je več, kakor je pričakoval. Po obisku v Zahejevem domu, tako rekoč ob kavi, je našel nebo. Jezus je ugotovil, danes je v to hišo prišlo odrešenje. Luka 19:9. Kako je mogoče najti nebesa? Po tem, kar smo zdaj povedali, lahko zabeležimo tole. Nebeško kraljestvo lahko najdemo čisto določenega dne. To je dobro vedeti, kajti tako to postane danes mogoče tudi za vas, dragi bralec, draga bralka, da sežete po večnem življenju pri Bogu. Pridobitev nebeškega kraljestva ni vezana na zaslugo, ki bi si jo bilo treba pridobiti. Nebeško kraljestvo lahko najdemo povsem nepripravljeni. Naši lastni načrti, kako priti v nebesa, so povsem napačni, če ne izhajamo iz božjih izrekov. Neka popevkarica je v neki pesmi pela o klovnu, ki je po dolgoletni službi v cirkusu odstopil. Gotovo bo prišel v nebesa, saj je osrečeval ljudi. Neka bogata darovalka je dala sezidati božnico, v kateri je lahko 20 žensk brezplačno živelo. To bivanje pa je bilo vezano na pogoj. Ženske so morali obljubiti, da vsak dan 1 uro molijo za odrešenje darovalke. Kaj pa nas resnično privede
z nebesa. Da bi na to vprašanje lahko jasno in razločno odgovoril, nam je Jezus pripovedoval prilogo. V Evangeliju po Luku v poglavju 14:16 govori o človeku, kar v tej prisotvi predstavlja Boga, ki želi prirediti veliko praznovanje, po priliki predstavlja nebesa in najprej razpošlje vabila samo izbranim. Odgovori so vsi porazni, drug za drugim se začenjajo opravičevati. Prvi razlaga, njivo sem kupil, drugi 5 jarnov volov sem kupil, tretji pa oženil sem se in zato ne morem priti. Jezus je končal to sodbo gostitelja. Kajti povem vam, nobeden izmed onih povabljenih mož ne bo oskusil mojo večerje. Luka 14:24. Ob tem postaja jasno, da se lahko nebesa pridobimo ali pa jih izgubimo. Ključna točka je torej sprejete ali zavrnitev vabila. Bi lahko bila ta stvar še bolj enostavna, vendar nikakor. Če bo nekoč veliko ljudi izključenih iz nebes, potem ne zaradi tega, ker ne bi poznali pot, temveč ker so vabilo zavrnili. Trije imenovani ljudje v prisodbi nam niso zgled, kajti nihče ne sprejme vabila in tako ne pridejo na praznovanje. Mar zdaj ne bo praznovanja? Kaj pa da? Po zavrnitih gostil razpošlje vabila v vse smeri. Zdaj ne tiskajo več vabila z zlatim tiskom, tu velja samo še klic. Pridite. Vsak pa, ki se pusti povabiti, dobro zagotovljen prostor na praznovanju. Kaj se tu dogaja? Ja, ljudje prihajajo, celo v velikih trumah. Čez nekaj časa dela Gospod mestno bilanco. Če so prosta mesta, svojim služabnikom reče, pojdite spet ven, še naprej vabite. Na tem mestu bi rad to prisodobo prenesel na nas, saj natanko zadene današnji položaj. Če so mesta v nebesih prosta, Bog pa ti pravi, pridi, zasedi svoje mesto v nebesih. Bodi pameten in rezerviraj za večnost, stori to danes. Nebesa so nepredstavljivo lepa, zato jih Gospod Jezus primerja z velikim praznovanjem. V prvem pismu Korinčanom, poglej 2:9, piše o tem, česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Nič prav nič na tem svetu ni niti približno primerljivo z nebesi. Tako nepredstavljivo lepo je tam. Nebes nikakor ne smemo zamuditi, so namreč zelo dragoceni. Nekdo je za nas odprl vrata v nebesa. To je Jezus, Božji sin. Njemu se moramo zahvaliti, da je tako preprosto priti tja. Zdaj je odvisno samo še od našega hotenja. Samo tisti, ki je tako kratkoviden, kakor ti trije možje v prisodobi, ne sledi vabilu. Odrešenje je zgodi po Gospodu Jezusu. Odrešenje se zgodi po Gospodu Jezusu. V apostolskih delih 2:21 beremo zelo pomembno vrstico.
In zgodilo se bo, vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen. To je ključni stavek Nove zaveze. Ko je bil Pavel v zaporu v Filipih, je v pogovoru z ječarjem povedal bistvo: veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti in